Pozdravljeni, sem Jože Lenart, poslanec Državnega zbora v kvoti Liste Marjana Šarca. Moj vstop v politiko je povezan z mojim prizadevanjem, da ljudem in gospodarstvo približam bolj prijazno javno upravo in državo. S tem sem se ukvarjal v gospodarstvu. In ko sem v letu 2017 uspel spremeniti zakon ZPIZ-a in ljudem s tem pridobiti delovno dobo za tisto obdobje, ko jim, delodajalci niso oddajali M4 obrazca, je bil to zelo velik korak. In takrat mi je kolega rekel, ti bi moral iti v Državni zbor in s tem še več prispevati. Odločitev je padla in volivci ste mi takrat zaupali. Ja, kot poslanec seveda delujem na nacionalni ravni, kjer moramo sprejemati zakonje v širšem obsegu in seveda to je naša temeljna naloga. Seveda delujem pa zelo povezovalno, regijsko in s tem tudi ne pozabljam na Koroško. Naj opomnim, da je ravno to poroštvo bilo sprejeto že v leto 2019 in s tem odprta pot gradnje hitre ceste na Koroško. Ja, v letu 2019 sem 5 bolnišnicam, med njimi tudi Slovenjgraški bolnišnici, uspel zaustaviti vračanja sanacijskih sredstev, ki so jih bolnišnice seveda zelo dobro potrebovale in to je bil tudi velik uspeh. Naj povem še eno kratko anekdoto, ko sem bil na obisku s predsednikom odbora za zdravje na Onkološkem inštitutu, sem takrat seveda priporočil strokovnjaka za informacijsko področje, da rešijo kup problemov, ki so jih imeli in takrat je seveda tudi to bilo narejeno in danes Onkološki inštitut zelo dobro deluje in seveda to je bilo tudi potem poduk ostalim bolnišnicam in tudi izvajalcem, da se to področje zdaj bistveno bolje uredilo. Ja, pomembno je lesnopredelovalna dejavnost, predvsem za Koroško, ki je bogata z gozdovi, in mi ga premalo izkoriščamo. Izvažamo hlodovino in pa uvažamo seveda gotove proizvode tudi za gradnjo, kar ni dobro. Predvsem razžagati bi morali sami, s tem napade tudi ta odpadki za biomaso in s tem se lahko Slovenija tudi, samooskrbno ogreva, sploh danes, ko vemo, kako drag je ta plin in tu je tista naloga, ki jo moramo takoj reševati. Ja, naslednjo področje je vzdržnost javnih financ, ker se tudi veliko ukvarjam. To je pomembno, da trošimo toliko, kolikor ustvarimo. In seveda v naši vladi smo tudi takrat ukinili ZUJF, dvignili regres, minimalno plačo in seveda poslovali tudi z presežkom in zmanjšali javni dolg. Seveda to je bilo v tistih nekako normalnih časih. Danes pa, ko je ta primanjkljaj javnofinančni zelo velik, čez 2 milijardi, pa je praktično nemogoče, da bi v takem obdobju potem zmanjševali, zniževali davke, kajti s tem bi bil razpad javnih financ, predvsem pa zdravstva in pa šolstva in to bi predstavljalo to, da bi potem ljudje, ki so na minimalni plači, zelo težko prišli do zdravnika in pa tudi do izobraževanja. In tu seveda nekako moramo razumeti, da davke v tem obdobju ne moremo zniževati in tudi imamo nižje davke kot pa povprečje Evropske unije. Zaključim naj takole, da seveda se moramo boriti tudi za demokratične vrednote, ki so v teh zadnjih 2 letih zelo nazadovale. Vemo, da tudi ta javni mediji, javna beseda je danes nekako res v kritičnem stanju. Tudi nevladne organizacije ste izgubile svoja sredstva in se zmanjšujejo, kar seveda ni dobro. Kot pravim sam, naš cilj je družba brez revščine, to je pomembno, in pa vsak naj dobi pošteno plačilo za pošteno delo in takrat bo dobro ravnovesje. V LMŠ smo dokazali, da znamo dobro delati, realno in ne obljubljamo tega, kar ni možno realizirati. Tako bo tudi po volitvah. In ne, nismo vsi isti, to je tudi ta naš rek. Zato 24. aprila bo štel vsak glas, tudi vaš.